V letošnjem letu, ko je že tako poslabšana statistika prometne varnosti, je bil še toliko bolj glasen poziv pred Martinovim, da alkohol ne spada za volan. V središče zato postavljamo odločitev Ustavnega sodišča, po kateri samo preizkus z alkotestom, če tudi voznik pozitiven rezultat prizna, ni več dovolj za dokazovanje prekrška. Kaj to pomeni za izvajanje nadzora v praksi? Naš gost pravi, da je ta odločitev zatresla varnost v prometu in na nek način odvzela določena orodja policiji. Z nami je Robert Štaba, ustanovitelj in predsednik zavoda Varna pot. Dobro jutro. Dobrodošli. Odločitev Ustavnega sodišča torej ta, da strinjanje voznika z rezultatom alkotesta ni dovolj za dokaz prekrška. Niste pravnik, verjamem, da ste se s pravniki posvetovali. Kaj zdaj v praksi za policijski postopek pomeni ta odločitev? No, tudi moja hči, ki je razlog za ustanovitev tega zavoda Varna pot, je pravnica s pravosodnim izpitom, in ko so se pogovarjali o tej odločbi, seveda ona stopi na stran pravic manjšin, šibkejših in tako naprej, in v tem primeru je taka odločitev zagotovo zamajala nas svet, ker potem nekako nas postavi v dvom, a teh 30 let, ki je pa tako veljalo, je bilo ves čas neustavnih. In če se na neki ravni borimo za pravice te manjšine, v tem primeru alkoholiziranih voznikov, je potrebno pogledati sigurno svetle plati. Mi imamo 1.200.000 voznikov, približno 12 do 15 tisoč voznikov policije odkrije vsako leto pod vplivom alkohola in te povzročijo najhujše prometne nesreče, v tem primeru recimo 20 do 30% smrtnih žrtev. In meni manjka samo potem ena vejca. Kje pa so tisti pravniki, ki bojo postavili zdaj, kaj je prav, na kakšen način lahko alkoholizirane voznike spravimo z vozišča. Pri mladih nam je to super uspelo. Mladi preprosto žurirajo, hodijo ven, se imajo fajn, vendar ne vozijo. In to je bistveno sporočilnost. V vašem zavodu Varna pot, vemo, že vrsto let opozarjate, kako nesprejemljiva, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola. Ste pričakovali, da bo Ustavno sodišče poseglo v ta člena? Ne, zagotovo nas je presenetil. Si pa želim, da se v državi najdejo te vrhunski pravniki, vrhunski profesori, ki bojo pa enkrat postavili eno mejo, kajti imeli smo že krasne določbe v zakonu, ki so te vinjene ali pa pijane voznike odstranili, so jih dali v prostor za pridržanje, pa so kaj kmalu spet ugotovili, da policija nima primernih prostorov, potem, ko povzročijo najhujše prometne nesreče in so velike, bom rekel, škode na osebni ravni kot na materialni ravni, pa obstaja neka kapica socialna za regresni zahtevek, kjer ne smete vzeti več kot 12.000 evrov in zopet vsi davkoplačevalci plačujemo vso to škodo in tako naprej. Veliko je pravic, na drugi strani pa nihče ne pogleda, kaj se pa dogaja s temi družinami, ki so nekoga izgubili zaradi alkohola, propadajo družinska podjetja, ljudje ne morejo več hoditi v službe, leta in leta traja ta, bom rekel, na nek način opolnomočenje, s tem se pa nihče ne ukvarja. Kaj ta odločitev Ustavnega sodišča pomeni, bova še razložila v nadaljevanju, kakšne postopke lahko ima policija, ampak poglejva nekaj podatkov. Jaz prosim, če lahko pogledamo podatke, ki so nam jih poslali z Agencije za varnost prometa. Alkohol je seveda eden od glavnih dejavnikov za prometne nesreče in do 7. novembra letos je bilo zabeleženih 1231 prometnih nesreč, kjer so bili povzročitelji pod vplivom alkohola. V teh nesrečah je umrlo 22 ljudi. 112 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 478 lažje poškodbe. Gospod Štaba, v primerjavi s preteklimi leti morda tudi kaj nam povedo te številke? Te številke nam samo povedo, da za temi številkami stojijo imena in priimke. Po študiji BAST, se pravi Zvezni inštitut za varnost cestnega prometa Nemčije, pravi, da za tako številko stoji približno 113 hendikepiranih ljudi in to je nekaj, kar ne želimo dostikrat videti v naši družbi in sam sem prepričan, da moramo najti neke ustrezne rešitve, da preprosto alkohol in prepovedane substance ne sodijo v promet. Naj nam bojo mladi vzgled, naj bodo politiki levi in desni odločni in naj ne cagajo 0:0. Jaz mislim, da bi bilo krasno in potem... Za vse. Za vse. Ampak Slovenija še vedno zaznamuje, tako nasplošno, kar velika
toleranca do uživanja alkohola. Ja, tudi tukaj ima pravo svoje roke, kajti mislim, da smo ena redkih držav Evropske unije, kjer alkohol ni primarni vzrok za nastanek prometnih nesreč. Če ravno se otroci v vrtcu učijo, pa v osnovni šoli, pa na medicinski fakulteti, pa pri psihologih, pedagogih, da alkohol vpliva na možgane, potem postanemo agresivni, drugačni in zaradi tega povzročimo prometno nesrečo. V Sloveniji so pa pravniki to obrnili, pa rečejo, vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola. In zopet smo ga nekako spravili, bogi. Vendar jaz sem optimističen zaradi tega, ker 1 200 000 voznikov upošteva, to razume in mislim, da bomo tudi tukaj najdeli rešitve. Zdaj, v bistvu na nek način je Ustavno sodišče poudarilo pravico posameznika do domnevne nedolžnosti. Kje recimo vi vidite mejo med varstvom človekovih pravic in varnostjo na naših cestah? Veste, nisem prepričan, da so v Zahodni Evropi bolj inteligentni ljudje, pa to razumejo, ampak jih bolj udari po žepu. Tudi tukaj, ker pravijo, zdaj davkoplačevalci bomo plačali etilometre, pa se jih lahko 1000 kupimo, ne? Potem pa ne ti vinjeni vozniki to plačajo, ne, se ta preizkus, ne pa plačajo 1000 evrov, če bo seveda pozitiven, če ne pa država reče, je zastojn. Kaj kmalu bomo noter dobili pred 12 000 pijanih voznikov, bomo zelo hitro dobili to razliko noter, potem pa še mogoče kakšno kazen, če jim damo za odškodnine. In za tiste, ki je pa to bolezen, ki potrebujejo alkohol in to je bolezen, pa ne poskrbi zdravstvo. Omenili ste že etilometre. Državni zbor mora zdaj sicer to protiustavnost odpraviti v letu dni. Rešitev bi bili lahko te prenosni etilometri. In sicer zdaj so v glavnem nameščeni na nekaterih policijskih postajah. In sicer to zdaj pomeni za te postopke, da bodo morali policisti, torej voznike, če bodo sumili, da vozijo pod vplivom alkohola, voziti na policijske postaje, voziti na odvzem krvi v najbližji zdravstveni dom, recimo. To kar zaplete, podaljša celotne postopke. Mislim, a veste, zdaj se treba dati v kožo policista v patrulji in seveda razmišljati prvič, kako ta vinjen, ki ponavadi ni normalen dialog, bo tulil, kakšne pravice vse ima, ne, in potem ga bojo vozili na odvzem krvi oziroma na te etilometre, na policijske postaje. Policistom moramo dati preprosto orodje, ki bo dal možnost, vse ljudje vemo, a smo spili preveč ali ne, ampak takrat smo pač v nekem drugem, jaz rečem, agregatnem stanju, a ne, in policistom zvezati roke, raj se bojo umaknili, manj bo patrulj, manj bo potem kontrole in takih primerov statističnih se zna zgodi, da bo več. Kdo pa je na tej drugi strani? Je vsi mi, ne. To je najbolj žalostno. Zakaj po vašem mnenju prišlo do tega zapleta, do te odločitve? Jaz sem prepričan, da je pač nek pravnik pelal zgodbo, kjer se dokazuje, da je razlika med etilometrom in navadnim alkotestom, a ne definitivno, niso to taka velika odstopanja. In pravno, formalno, ko gledaš vsako črtico, zagotovo Ustavno sodišče se je dalo na stran prava. Ampak še enkrat rečem, v naši družbi manjka tisti pogumni profesori, ki so te ustavne pravnike učili ali pa so ob njih, da najdejo rešitve, kajti tudi te ljudje se lahko najdejo v taki zgodbi, kot sem se jaz, ali pa mnogo drugih žrtev prometnih nesreč. Še en vikend martinovan je pred nami in ne samo to. V soboto bomo obeležili tudi Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Pripravljate kaj posebnega? Ja, zagotovo v svetovnem merilu je letošnji slogan Izgubljeni talenti, nagovarja ravno to, kako zgubimo življenja, zdravje in mnogo talentov v družinah, med svojimi, v podjetjih, v družbi, a ne? In želimo si, da bi bilo tega čim manj in alkohol in prepovedane substance ne sodijo v promet, drugače pa ne ljudje uživajo v martinovanju, v teh čudovitih običajih, vendar naj se pripravijo na to, kako bo šli varno domov in bomo vsi veseli in srečni in to je smisel življenja. Ne bo to vaše sporočilo ob zaključku tega pogovora. Gospod Štaba, hvala lepa za ta pogovor.